Evo naju, z Janinom Klemenčičem se potepava po Peruju. Čini, ki so hoteli, no, tam leži vidiš še ne par kosti v puščavi, ne. Zdaj bomo vse skupaj razširili, pa bomo videli, da je to eno veliko polje, precej puščavsko, ampak nekaj grmove pa tudi. No, če gremo zdaj malo naokrog, bomo videli, da tam le stoji ne par ljudi. No, en šofer dopoldne naje peljal gledati tiste risbe, popoldne pa še dva Perujca naložil, ki sta zdaj le tam le dol. Mi pa pogledamo, kaj leži v puščavi. Taki le lepi okostnjaki. Pa ne zato, ker bi oni tako le puščali svoje mrtvece, ampak čak, tega le pogled, to je pa anatomsko nenavadno oblikovan. No, potem se seveda najdla kakšna pesniška duša, ki je potem to razporejala te kosti. Stvar je pa taka, da so oni pač profanadores, se jim reče po špansko, se pravi ropari pravzaprav, ne. Izkopavajo ven tele mumije, ker je doskrat kakšno zlato zraven, ne. Tako da so jih ogromno že izkopali in potem ali kar pustili tam ali pa malo zagrebli nazaj. Šoferji so pa lepo jih takole garnirali in razporedili v razne krožke, kot vidiš pravkar, zato da potem turisti lahko vlačijo tja, tako kot najo, na primer. No, tlele so na takole lepo skupinco naredili. Bomo po tistega srednjega bomo še enkrat pogledali in bomo videli, da se še celo njegovi tatuji zelo dobro vidijo. To je bilo, se pravim, zdaj enkrat na začetku našega štetja, ali pa tudi prej, se ne vemo kdaj točno, ker pač nobenih podatkov ni. No in tole so potem izkopali, izropali tisto, kar je bilo, pa pustili. Šoferji so tole lepo razporedili. Če dobro pogledaš, boš videl, da so zaviti v tri sloje tkanine. Ena kot nekakšno blago, druga kot nekakšen filc ali pa vata, tretja pa spet tkanina. In to v fetalnem položaju, se pravi v čepečem položaju, so jih pokopavali. To je bilo takrat, to je bilo leta 1991, ne. En moj znanec je še celo ukradel eno glavo od tehle in jo prinesel domov in jo ima še vedno doma. Se mu je potem kaj slabega zgodil? Ja, kaj pa veš, prav, da bi naravnost... A se tole sliši? Skratka, jo ima še vedno doma, ne vem pa koliko, da bi prav zaradi tega se mu kaj zgodil, ne vem, no, lahko da se mu je slabš zgodil, kot bi se mu sicer, ne vem, pa je še vedno živ, kakorkoli že. No, zdaj, če dobro pogledaš, se bo videlo še celo tist tkanine na njegovem nosu, ker in na ustnicah tudi, se pravi, pokopavali so na ta način v puščavi, pa tatuje lahko dobro pogledaš, ki se še tudi kaj dobro vidijo. Skratka, danes je to vse prepovedano in tega ne uporabljajo več. Zdaj te lepo organiziran kombi odpelje na pokopališče, tam so ograjice, pa lepo grobovi skopani, pa na dnu so takele glave kot te, sam da se kože ni več, ker je že vlaga. Prav vlage ni kaj dost, no. Ampak pač posušili se je enostavno in zgnili na tak drugačen način. Ohranilo se pa med drugim zaradi tega, ker je to pač puščava Atakama, ki je zelo suha. Sem pa ravno zdaj, ne 2 dni nazaj slišal, da so pa pogruntali nekaj novega, nekakšne zelo goste mreže, razporejajo in potem lovijo tiste vetrove, ki grejo z Pacifika in precej vode pridobijo, tako recimo na 2 kvadratnih metrih skoraj 1 liter na noč, recimo, kar sploh ni tako slabo, ne. Tako da, ker drugače pa puščava suha, neverjetno, ne. Pa tudi to, ne, tiste risbe, ki se vidijo tam. Ti kamni so opečeni od sonca, tako da so čist črni. Če pa kam pogrebaš, je pa svetlejši kamen od spodaj, ne. In če pa odskopleš tako celo risbo in črto, ki je dolga po par 10 kilometrov, se potem to vidi. Ker je bilo pa to skopano zdaj pred par stoletji, je že tudi tam potem delo, tako da tudi če tam skopleš, je pa še svetlejše noter. Taka interesantna zadeva. Gremo na glasbeni predah, pa prijeva nazaj.